Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji s farmacevtom za zdravje bomo s Polonco Fialo Novak, magistro farmacije iz Pomurskih lekarn, govorili o soncu. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in seveda vsem našim gledalcem. Torej, kot sva rekli, danes bomo govorili o soncu, o vseh njegovih nevarnostih, torej povezanih s soncem, pa morda za začetek, če izpostaviva vse te nevarnosti, ki jih sonce prinaša. Tako je aktualna tema, aktualni čas. Sonce je kar, bom rekla, za svojo močjo kar na višku. Dnevi niso samo topli, ampak lahko rečeva kar vroči. Tako da včasih rečemo, s pogledovanjem soncem je lahko prijetno, lahko je seveda tudi nevarno. O nekaj teh težavah sva že v prejšnji oddaji govorili, predvsem o fotostaranju, vendar to še zdaleč ni vse. Navadno tiste prve stvari oziroma težave, ki se takoj pokažejo, ljudje smo še kar pozorni. To se pravi, govorimo o takojšnjih učinkih, negativnih učinkih sonca, kadar nismo zaščiteni, govorimo o recimo sončnih opeklinah, o preobčutljivostnih reakcijah, recimo o raznih težavah, ki se pojavljajo na koži po soncu, po izpostavljenosti soncu, potem o raznih težavah, ki se pokažejo komaj tekom let, morda tukaj sodi tudi fotostaranje, sem tudi sodijo rakave, recimo kakšne spremembe, gube, pigmentacije in tako naprej. Vse to so, bom rekla, tiste nevarnosti, tegobe, o katerih še kar, bom rekla, veliko ljudje že vedo. Vendar pa morda pogosto pozabljamo na tovrstne težave, ki se prav tako pojavljajo v teh vročih dneh in seveda zahtevajo urgentno, nujno rešitev, nujno pomoč. Govoriva predvsem o kakšni vročinski kapi, vročinska izčrpanost, potem o raznih glavobolih, ki so posledica prekomernega izpostavljenosti soncu, govoriva o sončarici in vsa ta stanja so seveda nujna, potrebna urgentne pomoči in tudi tega se ponavadi oziroma tudi tega se moramo zavedati, ko smo na soncu in ko smo nekako planiramo, da bomo dlje časa se zadrževali nekje na soncu. Če se torej morda vrneva k učinkom, ki se pojavijo takoj, izpostavili ste alergije, tudi opekline, pa morda zakaj se sploh to pojavi? No, pojavi se zagotovo iz enega samega razloga, zato ker ti žarki, ki jih pač ima sončni žarki v sebi, to se pravi UVA in pa UVB žarki, prodirajo v določene dele površine kože. Zdaj UVA prodirajo veliko globlje, v globlje plasti, UVB žarke nekoliko na površju, pa vendar z tem, ko prodirajo, dejansko že nekako okvarjajo naše celice, okvarjajo našo kožo. Ta se ponavadi obarva, porjavi, zato tudi pravimo, zdravega sončenja ni, zdrave porjavelosti ni, ker to, kot pravimo, je že poškodba kože, ki se na ta način potem brani, da potem torej porjavi, da postanemo zagoreli, kot radi rečemo. Vse to je dejansko torej odgovor kože. Koža na nek način ima svojo lastno obrambo, jo tudi seveda v veliki meri pokaže, izkaže, tako da začne tvoriti melanin, ta kožni pigment, ki absorbira te UVA in pa UVB žarke in torej ti žarki potem ne prodirajo globlje v globlje plasti kože. In kot pravim, ta pigment nekako nas varuje, da se koža ne bi poškodovala. Vendar ta lastna obramba, kot pravim, je izkazana samo do neke določene mere. Vse, kar je več, kar smo več na soncu, kar telo potem samo ne zmore, pa seveda moramo mi pomagati z raznimi pripomočki, tudi z svojim zavedanjem tega, prav zato, da ne tvegamo teh takojšnjih posledic, o katerih govoriva, torej da ne tvegamo sončnih opeklin, da ne tvegamo preobčutljivostnih reakcij, navsezadnje, da ne tvegamo potem v kasnejšem obdobju raznih gub, raznih kožnih znamenj, morda tudi kakšnih hudih kožnih obolenj. Vse to, da koži pomagamo, da se lahko tem sončnim žarkom zoperstavi. Torej, vsi ti pripomočki, oziroma kar ste povedali, tudi zavedanje, je rešitev za vse te težave oziroma učinke, ki smo jih našteli. Res je, tukaj zagotovo v prvi vrsti lahko rečemo zavedanje, da je senca najboljša zaščita. To radi poudarimo, v senci se zadrževati, predvsem v tistem najbolj perečem času dneva, govorimo tam med 11. in 16. uro, ko sonce najmočneje pripeka. Takrat bodimo v senci ali v hladu svojega doma,
Zato polagam na srce, otrok do 3 let nikakor ne izpostavljamo na soncu. Tudi če imamo zaščitne faktorje, takšne ali drugačne, dajmo otroka nekako imeti vedno v senci ali v tem perečem času v hladu doma. Tudi starejši bolniki, kronični bolniki, srčni bolniki naj tukaj bodo veliko bolj oprezni, torej ko je ta vročina, ko je sonce, dajmo boditi nekje v zavetju, torej sence. To je tista prva zaščita, torej senca, izogibanje, torej v tem času soncu. Drugi pomemben steber, če lahko rečemo, v tej zaščiti je zagotovo, lahko rečemo, fizikalna zaščita. To se pravi z lahnimi oblačili, če gre dolgi lahni rokavi, dolge hlače, predvsem pri otrocih pazimo vratni predel, ko sonce pripeka, ko se morda igrajo v peskovniki, ob vodi ali kako drugače. Zaščitimo predvsem pokrivala glavo ne pozabimo, sončna očala so skorajda nujno potrebna v poletnih mesecih. To se pravi, na ta način je torej drugi steber, ko lahko mi smo prijatelji s soncem, vendar na varen način. Tukaj morda poudarim, mokra oblačila, poleti je to izjemno pogosto, ali se potimo, ali se morda zmočimo v vodi. Mokra oblačila veliko bolje prepuščajo sončne žarke, tako da tveganje se dejansko sončnih opeklin izjemno poveča. Čeprav mi čutimo hlad, mi ne čutimo takrat sonca, vendar je tveganje torej višje. In tretji steber zaščite, lahko rečemo, so zaščitna sredstva. O tem morda je že bilo v prejšnji oddaji nekaj več govora, pa morda tista splošna navodila, bodimo pozorni, da imamo faktor, ki zaščiti pred UVA in pred UVB žarki. Zakaj je to pomembno? UVB žarke ponavadi imajo vse kreme zaščito, vendar nam samo UVB zaščita predstavlja neko, bomo rekla, lažno varnost. Zakaj? UVA žarki prodirajo veliko globlje, smo rekli, in prav tako tvegamo poškodbe kože, ki se morda takoj ne pojavijo, vendar je tveganje še izjemno večje. Tako da faktor izberimo, da bo UVA in UVB, izberimo primeren faktor, primerno številko faktorja, izberimo dovoljšno količino nanosa, ponavljajmo nanos in, bom rekla, izberimo primerno teksturo. Na to pogosto pozabljamo, so take lahke teksture, predvsem v poletnih mesecih se izkažejo za dobrodošle, ne mastijo kože, ne zapolnijo por, koža lažje diha, tako da takšni fluid, to se pravi tekočina, je izjemno, bom rekla, v tem prijetnejša. Izberimo vodoodporne morda faktorje, sploh če bomo nekje v vodi se nahajali oziroma blizu vode, in to je torej tisti tretji steber zaščite, ki je enako pomemben kot ostala dva stebra. Torej vse to zavedanje, kot sva rekli, bo pripomoglo, da bomo mi kožo obvarovali pred temi takojšnjimi učinki, takojšnjimi poškodbami, hkrati pa bomo segali tudi dolgoročno, daljnoročno v prihodnost, da ne bomo tvegali poškodb, ki se potem z leti pojavljajo od raznih staranja kože, gub, morda rakavih obolenj in tako naprej. Eden izmed učinkov, ki ste ga na začetku oddaje omenili, je tudi vročinska kap. Morda nekaj besed o tem, zakaj sploh pride do vročinske kapi. No, to je stanje, ki sva rekli, da pa je res potem urgentno. Na to ponavadi žal ljudje pozabljajo, da je tudi to možno. Ponavadi se spomnijo morda kakšnih opeklin, to pa dejansko kar potiskamo nekako v podzavest, vendar je realnost. Da bomo lažje vedeli, zakaj do tega prihaja, morda kot prvo našim gledalcem dava nekaj informacij, kako se pravzaprav naše telo termoregulira. To se pravi, kakšna je regulacija naše telesne temperature. Mi vemo pozimi, če nas zebe, kar drgetamo. Zakaj drgetamo? S tem dejansko pospešimo oziroma damo delo mišicam in se tako potem tudi pretok krvi pospeši in se ogrejemo. Poleti se pa zgodi, da nam je seveda vroče. Kako se ohlaja telo samo? Ohlaja se tako, da se mi potimo, znojimo. Sila neprijetno, vendar izjemno koristno. Ko se mi potimo, ta znoj na koži izhlapeva in s tem nas tudi potem seveda hladi. No, v tem procesu vročinske kapi morda, ko je vročina previsoka, temperature previsoke, dejansko ves čas trajajo,
pa ta termoregulacija odpove. Naše telo ni več zmožno potem se ohlajati, tako da do neke točke se ohlaja, potem pa se to prekine in takrat temperatura telesa raste, brez da bi ga mi nekako na nek način ohlajali. Takrat lahko nastopijo tovrstne težave, tudi kot pravimo vročinska kap. Naj povem, da vročinska kap je navsezadnje kar pogosta težava. Ljudi, ki so recimo zunaj, pozabijo, so vpeti v neko delo ali tudi v neke športne aktivnosti in pozabijo, da bi telo nekako poskušali ohladiti. Še posebej se to izkaže v tistih predelih, ko je visoka zračna vlaga. Včasih kdo poreče, saj niti ni bilo tako vroče. Morda ne, vendar je bila zračna vlaga izjemno visoka in telo se ni moglo ohlajati. To se pravi, tam je sledila potem lahko vročinska kap. Potem, kot smo prej rekli, športne aktivnosti, športniki naprezajo mišice oziroma so mišice kar obremenjene, delajo čez vse meje in tudi tam telo težko sledi tistim zahtevam po ohlajanju. To se pravi, vročinska kap, ki nastopi, lahko nastopi nemudoma, je posledica zgolj tega, da se telo torej ne ohlaja. Ponavadi taki človek neko simptomatiko morda zazna, kakšen glavobol, utrujenost morda, veliko žejo, slabo počutje, glavobol, kot pravim, ni pa to nujno. Seveda taki pacient, če bi mi izmerili recimo tlak, bi morda bil nesemenjen, ampak opazimo pa hitro plitvo dihanje, srčni puls je izjemno hiter, to se pravi, telo skuša nekako to kompenzirati. Kaj takrat storimo? Če bi takemu pacientu izmerili vročino rektalno, bi videli, da je temperatura telesa narasla tam celo lahko do 40 ali celo 41 stopinj Celzija. Vsi pa vemo, da tam stopinja več, tam nekje 41-42 stopinj Celzija, je tista kritična točka, ko nastopi potem tudi smrt. Takšnega pacienta nemudoma zavijemo v hladno, mokro odejo ali položimo v hladno kopel ali damo ledene obkladke in nemudoma poiščemo zdravniško nujno pomoč. Tukaj je to izjemno pomembno. Poleg vročinske kapi pa v poletnih mesecih pogosto nastopi tudi tako imenovana vročinska izčrpanost. Zakaj pa pride do tega? Res je, tudi to je izjemno pogosto, morda bom rekla še bolj pogosti primeri kot same vročinske kapi. Ponavadi ljudje predolgo vztrajajo na neki vročini, se sicer potijo, vendar pa potem ne zmorejo te same regulacije. Pogosto ljudje, če so kakšne prireditve, zaprti prostori, množica, nabita množica, včasih rečejo, ta pa je kolabiral oziroma je kar skupaj zlezel, ponavadi ljudje pravijo. To je ena izmed možnih vročinskih izčrpanosti, torej žile se v nogah takrat razširijo, če ljudje stojijo, vsa kri je ponavadi potem obtok je večji v nogah in potem človek kar kolabira. To se pravi, spet previsoka temperatura, preobremenjenost v tem smislu, predolgo časa vztrajanja na nekem vročem in pozabljanje, da treba v teh dneh vendarle tudi telo naše ohlajati. Pomoč popolnoma enaka, čim prej hladni obkladki, hladna pijača in seveda poiščemo zdravniško pomoč, da temu človeku potem tudi, ko je vročinsko izčrpan, morda ne sledi še celo vročinska kap in da mu čim prej pomagamo. Večkrat ste omenili tudi glavobole, ki so v poletnih mesecih prav tako pogosti. Res je, glavobol sicer vztraja ponavadi pri nekaterih ljudeh celotno leto, vendar tudi v lekarnah opažamo izrazito večje težave ljudje pripisujejo v teh vročih dneh. Nekaj je zagotovo v teh visokih temperaturah, zagotovo, ko dejansko človek težko, če je na soncu, vztraja v teh temperaturah dlje časa. Včasih so pač pogoji dela morda takšni, predvsem pri teh fizičnih delavcih, ki delajo na prostem, da pač tudi v teh poletnih dneh kar garajo in tukaj je ta težava izjemno pogosta. Ne samo sončarice, ampak tudi pogosti glavoboli, ki ne izzvenijo. Spet druga skrajnost pa je, na katero včasih pozabimo,
pozabljamo, da pa so glavoboli tudi pogosti pri vseh tistih, ki nikako ne tožijo na delovnem mestu o neki vročini, ampak predvsem o klimatiziranih prostorih. To je danes skorajda že praksa, kamorkoli pridemo, trgovski centri, avtomobili doma, tudi imamo seveda klime, ki jih kot damo radi na največje ohlajenje, vendar zagotovo vse prej kot dobro. Tam temperaturna razlika med zunanjostjo in pa notranjim prostorom bi naj bila nič več kot 3 stopinj Celzija. Rečemo tako, seveda, če bomo mi v avtu in bomo imeli nekako razliko 10 stopinj 20, je to za telo izjemen šok. Če smo doma, seveda malenkost več vendarle ohladimo, znižamo temperaturo kot 3 stopinj Celzije. Pomembno pa je, da ko smo v avtu, da tukaj skušamo nekoliko olajšati ta prehod, ko gremo iz hladnega avtomobila, potem na spet tisto hudo vročino. To, kot pravim, so za telo izjemno veliki šoki in tukaj smo lahko tisti, ki nekako lahko pomagamo tudi sebi in tudi drugim. Navsezadnje pa, kot pravim, lahko si pomagamo seveda z tem zavedanjem, da moramo biti toliko preudarni, da vemo, kaj je v teh poletnih dnevih, vročih dnevih res nujno potrebno storiti, kam je nujno potrebno iti, katere aktivnosti je pač treba izvesti in vse tisto, kar morda lahko čaka morda nekoliko bolj hladne dni. Tukaj smo tisti izjemno pomembni, imamo to seveda pred sabo in s tem seveda lahko tudi te vroče dni preživljamo ne samo prijetno, ampak tudi varno in to je pravzaprav namen vseh nas. Vse to je torej tisto, s čimer lahko torej preprečimo vse našteto. Tako res je. Gospa Polonca Fiala Novak, torej hvala za vse vaše odgovore in seveda za vaš čas in vsa vaša pojasnila v zvezi s soncem. Hvala lepa tudi vam in seveda lep pozdrav našim gledalcem, veliko prijetnih dni in naj ne bo prevroče. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala pa tudi za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.